Mogoče tako, no, da smo mogoče končali ta zadnja predstavitev je nekako končala tam, kjer smo začeli, ne, pri kompetentni družbi, ne, pri družbi, ki razume rešitve in jih potem tudi seveda je opolnomočena izvajati in imeti pač od tega določene koristi. To se mi zdi, da je to zadnja predstavitev iz SAZU-ja prinesla s temi zadrugami. Zdaj pa odpiram razpravo in kar... Hvala, zelo kratek, meni je zelo navdušila ta zadnja razprava. Ne, jaz sem nekatere stvari in danes se kljub temu, da sem imel veliko časa razpolaga, nisem mogel navesti. Ne. Voda ima kot, ne samo, da je čista javna dobrina, javna dobrina, samo eno nastoš čista javna dobrina. To je, da je nenadomestljiva. Ne. Je pa oddeljiva, to jo vidimo v flašah, in je tudi tradable, komercializirana, jo vidimo tudi v flaškah, ne, in tako naprej. Zato je treba povedati, da je, če govorimo o vodah, zelo pomembno upoštevati to, da je voda skupni vir, oziroma viri skupni common pool resource, ker iz tega izhaja cela vrsta regulativ in omejitev, ki nam omogočajo, da voda ostaja in prakse, da voda ostaja v čim bolj, lahko bi rekli, skupni uporabi, tudi kot v tem konvencionalnem smislu imenovana javno dobro oziroma javna dobrina. In iz tega vidika mislim, da je zelo pomembno to upoštevati in tudi iz tega izhajajo tudi te različne oblike zagotavljanja te vodooskrbe. Ni na eni strani samo brezdušne multinacionalke, ki nas ropa, in na drugi strani, lahko bi rekli, zelo nedolžne in brezmadežne javne, občinske in državne oskrbe. So še druge možnosti, ne samo pri nas tudi drugot, in je treba stvari obravnavati diferencirano. In če bomo po tej poti šli, mislim, da lahko pridemo marsikje do solidnih rešitev, pri čemer pa bi se rekel da se moramo pa najprej zavarovati, da to, kar imamo danes, ne, ki funkcionira dobro, pravzaprav ne uničimo. Hvala. Hvala, odprli smo zdaj še en možen pristop pri reševanju preskrbe z vodo. Lidija, izvoli. Ja. Te so različne, zdaj gre za izobraževanje, ekonomija, pa tudi sociologija, oziroma teorija racionalnega ali pa družbenega delovanja, se razlikujejo, so različne zadeve, ni neke enotne zadeve, ampak šteje se, da je neka čista javna dobrina, če je nedeljiva, če je nenadomestljiva in če jo ni mogoče tržiti. Ne. Tipična taka javna dobrina bi bila, recimo pa je naravna, ne, proizvedena je recimo svetloba ulične svetilke. Ne. Če hočeš, je nočeš ali pa ne, te bo obsijala, če greš mimo po tej poti, ki jo obsijuje. Je nedeljiva, je na nek način, če hočeš imeti svetlo, nenadomestljiva in hkrati seveda jo ne moš tržiti vsakemu posamezniku zaračunati. Jaz grem mimo svetilke in plačam, ne vem, 2 centa in tako naprej. Tega ne moreš storiti. Ne. In je še neki najbolj značilna naravna taka dobrina pa je seveda zrak. Ne. Zrak pa je, če ga nimaš v tem trenutku, ne, v tem trenutku v nekaj minutah verjetno že ni več. Ne. In prav iz tega razloga je nedeljiv, je nenadomestljiv in ga seveda tudi ni mogoče prodajati. Ne moreš, če pri nas se še zgodi, da komu odklopijo vodo, ne, seveda nobenemu, če ne plača prispevka za onesnaževanje zraka, ne bojo šli, pa bo rekli, da ti bo pa preprečil dostop do zraka, se tega tudi fiziološko ne morajo. Ne. To so te lastnosti čiste javne dobrine, kot je v teoriji družbenega oziroma racionalnega delovanja ali pa akcije opredeljeno, vendar so seveda tudi neke določene razlike, može bi kakšen ekonomist to interpretiral nekoliko drugače, ampak te tri lastnosti in voda ima od teh treh seveda eno čisto lastnost, čiste javne dobrine. Ne? In druga zadeva, zakaj pa vendarle govorimo o javni dobrini, ne? Je pa prav iz tega vidika, ki je bilo prej omenjeno v zvezi z čolnarjenjem in splošno rabo voda.
Opredelitev javnega dobrega, ne javne dobrine, javnega dobrega se veže na splošno rabo vode brez dovoljenja. Ne? In to je tisto, kar pa mislim, da mora ostati v slovenski zakonodaji in mora ostati, rekel, kot tisti temeljni princip, da morajo do te splošne rabe, ki omogoča neke minimalne zadeve, dostop vsi brez dovoljenja. Hvala. Zdaj smo poslušali v 2 minutah, kako profesor z dolgo politično prakso v 2 minutah lahko razloži kompleksen problem. Hvala, izvoli. Lidija je zadovoljna z odgovor. Veste kaj, vodarstvo in gospodarjenje z vodami, ali kakorkoli se imenovano, je zadeva, ki je stara, odkar je pač človeštvo se začelo s temi zadevami ukvarjati. Ne? In če govorimo o definiciji vode kot javnega dobra, je bila tako opredeljena že pred 40-50 leti v literaturi, ki jo uporabljamo pri upravljanju z vodami. Tako da je stvar definicije, zdaj vaš čas, dejstvo pa je, da imamo nekje v naši kulturi navado, da si pač poiščemo nove izraze, čeprav tudi stare nismo uspeli ustrezno definirati. Druga stvar, ki bi jo rad še spregovoril, je dejstvo, da namreč veste, kaj je problem pri vodah, je v tem, da je vsem nam dostopno z našim vidom, z našimi občutki, z našimi izkušnjami, tam nekje 10 do 20% problematike. Ne? Ostalo pa zahteva neko dodatno znanje, nek dodaten spomin, neka dodatna orodja, s katerim potem se zadeva skuša bolj ali manj še dodatno obvladovati in neko ekspertno znanje. In tle prihaja potem do nesporazuma pa nerazumevanja pri marsičem. Recimo, danes je bilo veliko govora o tem, da je z vodo treba šparati. Ne? To se vprašam, zakaj. In kaj to pomeni? A to pomeni, da imajo otroci zgovor, da jim ni treba roke umiti? Ali pa, ker pazite, namreč stvar je, recimo, če poznate majhen bolj sistem, je vsem jasno, da prej se sistem znajde v takšni ali pa drugačni krizi, bodi si zaradi nezadostnega vira, bodi si zaradi onesnaženja v samem sistemu in tako naprej. In zdaj, če ste vi z šparanjem pa tako naprej spravili sistem na najmanjšo porabo, če pride do krize, nimate več prostora, kako še dodatno šparati, če smo že zdaj do konca prišparali, pa tako naprej, pa tako naprej. Pa marsičem bi lahko še govoril. Hvala. Lidija drži roko drugič. Sem bi zadnjega predavatelja prosila, skupno dobro, še vedno mi ni čisto jasno zdaj, no, kaj zdaj piti, ne? A to je zdaj javno dobro, javna dobrina, javno dobro, pa skupno dobro. Kje smo, kaj je zdaj to razlika med temi? To je cena za to, da niste referatu napisali. Ja, proces. A bi mogoče kolegica Mateja še kaj pripomnila? Javno dobro pač je nedeljivo, nobenemu se ga ne da vzeti. Sončna svetloba, ne, kot ste rekel, ulične svetilke, ki sveti, pa greste mimo, sončna svetloba pač je, vsi jo imamo, ne. Skupno, da tudi če nočemo imamo, no, pač razen. Skupno dobro je pa skupni vir, skratka se pa z rabo manjša. Agrarne skupnosti, skupni gorski pašniki, skupna gmajna, pač 10 ljudi je lastnikov ali 10 vaščanov je lastnikov in pač imajo pravila, kako bojo lahko sekali v tej gmajni ali okosili ali pač kakorkoli imeli, a ne. In se morajo dogovoriti, ne, če ne, bojo pa vsi brez na koncu, če bo en vse vzel, pa bo pol erozija, pa bo odplaval. Zdaj, ni bil zdaj... Tam je en maha, no, dajmo, se nas je več. Bom nadaljevala misel, poskušala, no.
problem, ja pač javno dobro ni enako skupno dobro. Problem po mojem nastaja zato, ker javnost je historično-zgodovinska kategorija in v vsakem obdobju zgodovinskem javno postane lahko nekaj drugega. Če pa je skupno dobro, pomeni, da obstaja neka skupnost, ki se lahko glede uporabe tega vira dogovori. To je ključno, ker v različnih zgodovinskih obdobjih pač izhajam iz neke mislice, ki je preučevala ta premik oziroma vstop zasebnega na prostor javnega. Nimam zdaj časa tega tu razlagati, ampak ni to isto, no. Ja, ne. Skupno dobro predpostavlja neko skupnost, ki se glede uporabe tega vira dogovori. Mislim, tukaj mislim, bistvena razlika med javnim in skupnim je v tem, da javno, ne, tudi javni prostor, to je od vsakogar. A ne? Tukaj je brez razlik. Medtem, ko je pri skupnih prostorih, a ne, je tako, kot je gospa omenila, a ne, določena skupnost, ki se o tem dogovori. Tamle pri zadrugi vodni je 200 pa toliko bilo, ne, članov, ki na enem viru pač to skupno dobro, ali pa na pašniku. Pašnik ni od vseh nas Slovencev. Na eni pašni skupnosti je ena pašna skupnost. To so določeni ljudje, a ne, ki skupaj uporabljajo za svojo korist dejavnost, kakorkoli ta pašnik. A ne. Skratka, skupno je bistveno bolj omejena količina ljudi, a ne, točno se ve, kdo se o tem dogovarja, medtem kar pa javnem je pa seveda to odprto. A ne. Vsi pod enakimi pogoji je definicija javnega. A ne. Ali lahko še jaz nekaj dodam? O tem prispevku, ki ga je predstavil sodelavec Primož Pipan, smo mi izhajali iz enega okoljsko-ekonomskega teoretskega okvira, ki so ga razvijali v Ameriki v 50-ih, 60-ih letih, potem pa ga je nadgradila Elinor Ostrom in njen krog. In bistvo te razlike med javnim pa skupnim dobrim je, pri obeh je zelo težko omejiti dostop. Ampak razlika pri skupnim dobrim je problem, da se dobrina manjša, pri javnim dobrim pa ne. In to je ključno. In zato, ker je težko omejiti dostop, hkrati se pa vir manjša, pomeni, da je zelo ogrožen in da ga ob nepravilni rabi in upravljanju zgubljamo, ne, postaja degradiran. Zato je s tem nujno treba upravljati, medtem ko javno dobro se pa ne manjša, tako kot je bilo že povedano, recimo UV sevanje, a ne, recimo je taka stvar, ki se ne manjša in zato s tem ni potrebno upravljati. Zdaj, za zelo velik dobrin, za katere smo še nedavno mislili, da so javno dobro, se zadnje čase izkazuje, da so skupno dobro, tako da mogoče tudi za zrak ni nujno, da je javno dobro, ampak lahko, da ravno tako prehaja v to območje skupnega dobrega. Sam kot dodatek za pojasnilo. Samo glede zraka še, profesorju Gantarju, na Kitajskem prodajajo kisik v pločevinkah. Zdaj, Pavle, replika, drugič, izvolj. Pavle, izvolj. Od javnega dobra k skupnemu dobru pri zraku, ne, to je absolutno, bi si želel, da ne pridemo od javnega dobrega k skupnemu dobru pri zraku in kupujemo zrak v pločevinkah in tako naprej. Ampak ključna zadeva jaz mislim, da ta razprava je seveda lahko različne zadeve in zadnja priložnost in zelo prav gotovo ni priložnost za to. Ampak jaz bi še enkrat omenil to, ne. Mi lahko, ne glede na Ostromovo, ne glede na definicijo common pool resource, je dejstvo, ne, da na vodi dopuščamo splošno rabo brez dovoljenja. Vsakdo lahko za svoje potrebe gre k vodi, se okopa, jo lahko pije, če je seveda pitna in tako naprej. Lastniku priobalnega zemljišča mora trpeti neškodljiv prihod in tako naprej. Dokler negujemo to tradicijo, ne, tako dolgo je prav, da pristajamo na to, da je voda tudi javno dobro. Ne. In ker če ne bomo seveda šli na pozicijo, da je pravzaprav
tudi v tej splošni rabi, čolnarjenja, za običaj in tako naprej, pravzaprav, da za vsako stvar moraš imeti dovoljenje doma, tako rekoč upravno odločbo. Ja. Imamo še eno misel. Tokrat 30 sekund. Mislim, da je osnovni problem, da nimamo definicije javnega dobra. Ne? In je potem težko govoriti, da nekaj ni javno dobro, če ne vemo, kaj je to. V tem je problem. Mislim, da zadevo moramo ustrezno definirati, opredeliti v celoti z vsemi vidiki in tako naprej. Zadnjič smo bili na razpravi, kjer so se pravniki spričkali, ker niso vedeli pravne definicije javnega dobra in so trdili, da recimo potalnica, če se ne motim, ni javno dobro. Ne? Pa podobne neumnosti. In pazite, gre se za to, da pač naredimo neko definicijo, ki bo splošno sprejeta, jasna in razumljiva. Ne? Hvala. Še kakšno vprašanje? Bog ne dej, da bi kdo šel, ne da bi vprašal, kar ga tišči v zvezi z to tematiko. Jaz predlagam, da to tematiko nadaljujemo, mora biti že v maju, to, kar je kolega Gantar, da ne bomo tukaj zadnjič debatirali o tej temi, ker je zelo pomemben za nadaljno implementacijo 70. člena ustave v zakonodajo. In bo treba te stvari razčistiti. Imamo 20 minut časa za pauzo, ob 4 ste vabljeni nazaj na zaključke. Hvala. 18. bomo poskusili vse narediti malo prej, saj ne pol urce. Če pa razprava se razvila, pa tako kot po programu, ampak vas prosim, da še malo zdržite. Prav? Program je tak. Prebrali bomo moderatorji vseh sekcij za povzetke prispevkov in razprave. Torej prva, druga, tretja, četrta tema. Potem bomo prebrali nekaj skupnih bistvenih zaključkov oziroma ne zaključkov, povzetkov iz vabljenih predavanj oziroma splošne razprave. Potem bo pa razprava. In dogovorili smo se, da bomo potem po kongresu v roku enega meseca pripravili kratke, mogoče ne več stran pa pol do 2, zaključke oziroma predloge udeležencev kongresa. Tako da danes nekih končnih zaključkov ni treba, da delamo, ampak da dejansko nakažemo, kaj pravzaprav je tisto bistveno, da mi povemo ostalim. Preden pa začnemo zdaj brati zaključke oziroma ne sporočila člankov in povzetke člankov, bi prosila Tilna Kolarja iz gimnazije Ptuj, da vam bo predstavil v 5-6 minutah rezultate ankete, ki so jo včeraj izvedli gimnazijci iz Ptuja. Prosim. Tako, pozdravljeni, ime mi je Tilen in jaz sem onesnaževalec. V bistvu tako, kot ste tudi vi. Tako, kot smo v bistvu mi vsi tukaj, pa čeprav verjamem, da ste že kar precej utrujeni, ampak to je neizpodbitno dejstvo, namreč smo potrošniki, torej smo onesnaževalci. Sliši se zelo laično in ne glede na vse se z tem dejstvom srečujemo vsakodnevno preko medijev, preko različnih kampanj, ozaveščanj, a vendar se te tematike v našem vsakodnevnem življenju, v
obisku trgovin, veleblagovnic premalo dotaknemo. No, torej prihajam iz gimnazije Ptuj in kot ena izmed UNESCO šol se skozi večino projektov in tudi skozi običajen tradicionalen pouk ves čas skušamo približati globalnemu državljanstvu, odgovornosti, temu, kaj lahko jaz kot posameznik doprinesem k temu, da se svet nekako po stoletju truda začne spreminjati na bolje. Torej, v predlanskem letu smo začeli z projektom Jason Osneževalec, s katerim smo v bistvu hoteli raziskati, kako mi kot potrošniki vplivamo na kakovost podzemne vode. Raziskava se je začela dokaj preprosto z anketiranjem gimnazijcev, potem z nekaj parimi intervjuji z strokovnjaki iz področja agronomije, tako z področja vodovarstva. S projektom smo se udeležili tudi mednarodnega ekoforuma v Rusiji, kjer je naš projekt dobil eno izmed najboljših nagrad. Tako da ja, včeraj, ko smo vam razdelili kratke ankete, mislim, da niso bile prehude, smo vam v bistvu želeli prikazati, na kak način se mi kot dijaki, kot mladi, ki jih na vse zadnje tudi vaša stroka marsikdaj nekako pozabi, kako se mi soočamo z tem, kako varovati našo vodovje, pa ne samo pri porabi, tudi pri onesnaževanju. Zato se mi zdi, da je prav, da vam to tudi danes malo predstavimo. Torej, včeraj ste dobili različni vprašalnik, s katerim ste se spopadali z izjemno zahtevnimi vprašanji, kot kaj narediti, ko kaplja voda v pipi, potem kako se doma soočate z sušo in podobno, kako nakupujete sadje, zelenjavo. Odgovori, ki ste jih nanizali, so pač bili dokaj pohvalni, mislim, seveda se ste iz te stroke in valjda vladate to tematiko. Ampak, če iskreno pogledamo, se mi zdi, da si lahko vzamem to pravico, da malo podvomim v iskrenost vseh teh odgovorov. Pa ne zato, ker bi dvomil vas kot strokovnjake, ampak pač, ker ponavadi v zaposlenosti, v nenehnem nizanju in tekanju iz enega delovnega mesta na drug projekt in podobno, na take malenkosti, kot so bile tukaj, ponavadi pozabimo. Se tudi jaz, mislim, se vsi, verjetno. Oziroma ne. No, odgovor oziroma vprašanje, ki so pa me na nek način ki nas je presenetilo, pa je, kaj naredite z zdravili, ki jih niste porabili. Le 77% vas je odgovorilo, da jih odnesete nazaj v lekarno, kar je kljub vsemu upozarjanju in podobno nekako premalo, glede na to, da so snovi, kot vam tudi tukaj piše, na nek način kar nevarni za naše podzemne vode. Potem, kaj me je med drugim presenetilo, oziroma niti ne presenetilo, ampak kar se mi zdi omembe vredno, je to na vprašanje, kako se vaša družina prehranjuje. Mogoče se to zdi zelo nerelevantno vprašanje v tej tematiki, ampak je, ker dokazi kažejo, da sama mesna industrija in industrija prehrambenih izdelkov, ki so kakorkoli povezani z živalskim izvorom, občutno presegajo porabo vode, oziroma občutno, kako bi se izrazil, prekašajo porabo vode, če primerjamo z izdelovanjem živil, ki niso živalskega izvora. Zakaj? Zdaj, preprosto povedano, za vzrejo ene krave je potrebno in voda za krmo, potem voda za samo
za dostojno življenje živali in podobno, na koncu pa to žival ponovadi industrija sama obije. In pač to ni neka promocija vegetarijanstva, veganstva, ker tudi sam nisem to, ampak se pa mi zdi omembe vredno, da tudi po nekih načelih in nazorih Svetovne zdravstvene organizacije porabo mesa in mesnih izdelkov skušamo zmanjšati. Ker v bistvu toliko mesa in tega v bistvu ne rabimo. Samo toliko, da pač omenim. Tako da ja, to je bil vprašalnik, potem zadnje vprašanje je bilo bolj motivacijske narave. In sicer, kako menite vi, kako vidite samega sebe pri spopadanju s to problematiko. In sicer z upravljanjem seveda vsakodnevnih opravil. In spet tukaj samo 68% jih je odgovorilo, da ste pripravljeni spremeniti svoje navade in način življenja. V bistvu, kot odgovorni državljani, ker tukaj se ne gre samo za varstvo vode in za politično in državljansko odtujeno tematiko, ampak z posvečanjem in naših življenj in naših ravnanj, celovitosti in potem tudi našimi samimi dejanji in vsakodnevnimi navadami, v bistvu se ponavadi tako najbolj pokaže, kdo je aktivni državljan in kako aktivno državljanstvo, odgovorno državljanstvo in odgovorno globalno državljanstvo sploh poteka. Ker menim in kar ne glede na vse družbene in vse družbene spremembe na to tudi kažejo, je sicer to, da če vsak posameznik pri svojih osebnih navadah, ki jih ponavadi ne deli z drugimi ljudmi, spremeni, da s tem v bistvu naredimo, ne glede na vse, kar se da veliko. Tako da ja, zelo pričakujemo gospodarstveno stroko, vodovarstveno stroko, da nas pri takih zadevah in pri takih vprašanjih, da na nas mlade pač se ne pozabi. Ker ne glede na vse, če nas ne boste vključili, potem se vaši cilji ne bodo uresničili. Hvala. Hvala lepa. Andrej, brat, sklop 1, povzetke člankov. Prav? Ja, lej, ko smo rekli, da bomo hiter. Da je Tilen je govoril 10 minut ali 15 skor, tako da moramo notpeti. No, jaz bom proval hitrej za to, da bo, ne bom nič. Nimaš minute, ampak... Ne, zdaj sem na to fokusiran. Skratka, povedal bom neke splošne sklepe oziroma povzetke tega prvega sklopa, vsebinsko varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda. Deloma sem to že včeraj malo povedal in sicer v sklopu je bilo 18 prispevkov, 12 z področja površinskih vod, 4 z področja podzemnih in po 1 z področja vodooskrbe in družboslovnega področja. Varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda smo nekoliko širše interpretirali pri tem izboru, ker smo v ta sklop upoštevali tudi ogrožanje s kontaminacijo vodovodov in podzemnih vod, pa tudi kriminalne dejanja. Zanimivo je bilo, da v okviru te teme nismo dobili praktično nobenega članka o neko klasični poplavni problematiki, se pravi nekih opisov poplav, škod, ukrepov, projektov in tako naprej. Iz česar nekako sklepamo, da ta poplavna direktiva in te aktivnosti, ki potekajo na ministrstvu in direkciji, ta del problematike ustrezno rešuje, saj se mu posveča velika večina pozornosti tako javnosti kot stroke. Seveda pa to ni vse ogrožanje, so tudi drugi načini ogrožanja.
In praktično vsi avtori, ki v prispevkih obravnavajo površinske vode, pa nekoliko dopolnjujejo to osnovno sliko o poplavah in s konkretnimi predlogi skušajo dvigniti še na višji nivo te poplavno zaščito. Na marsikateri celo s predlogi o dopolnitvah ali izboljšavi zakonodaje, drugi pa le s predlogi za izboljšane prakse. Če naštejem samo potem ključne povzetke konkretno, recimo eno člankov obravnava potreba po upoštevanju antropogenih dejavnikov v poplavni pri zagotavljanju poplavne varnosti in potem spremenljivost naravnih pogojev, se pravi hidrološko spremenljivost. Podan je tudi predlog, kako s specialističnimi modeli, naprimer za napovedovanje hudourniških poplav, lahko izboljšamo to bazo vedenja in poleg tega bi bilo bazo poplavnih dogodkov treba dopolnjevati s pojavi drobirskih in murastih tokov, vse pa tudi na teh z projekti čezmejnimi to dopolnjuje, to je projekt Frisko, to je kar se tiče poplav. Ena od ključnih pripomb je bila, ki se večkrat pojavljala tudi v drugih sklopih, da je potrebno redno in zadostno financiranje vodnega gospodarstva. Potem so pa predlogi, ki se nanašajo na neke dopolnitve zakonodaje v zvezi z določitvijo nekega pristojnega organa in vzpostavitvijo evidence velikih pregrad in imenovanje neke komisije, ki bi v tem imela to pristojnost, tudi komisija za določitev hidravličnih posledic porušitev pregrad, ki jo potrebujemo zaradi ponovnega ovrednotenja posledic porušitev, ki se znova, kar potrebujemo kot podlago za neko odločanje oziroma za ukrepanje v primeru takih nesreč, čeprav so malo verjetne, vendar je treba biti na to tudi pripravljeni. Potem je zanimiv predlog v zvezi z nadomestili za škodo zaradi uničenja zmanjšanja pridelka, tudi konkretno podaja, da bi bilo treba neko metodologijo predpisati. Ta metodologija bi bila koristna tudi pri načrtovanju novih zadrževalnikov, teh suhih, zato ker tam se pojavlja vedno vprašanje, koliko zemljišče odkupati, koliko pa pokrivati z odškodninami. Potem so predlogi za varovanje vodnih zajetih in vodovodnih sistemov pred neko namerno kontaminacijo, ker smo pač sedaj bolj izpostavljeni kakšnim tveganjem zaradi namernih, se pravi nekih terorističnih oziroma zlih napadov oziroma ne napadov dejanj. Posebna poglavja pa potem ta podzemna voda oziroma vplivi na podzemno vodo, izpostavljeno je bilo nelegalno odlaganje odpadkov v vrtače, pa te problemi z zaprtimi oziroma zaključenimi, zaprtimi. Deponijski problemi, skratka, izcednimi vodami iz deponij na dveh različnih prispevkih. In pa zadnjo, na podlagi tega dela na projektu Water Crimes predlagamo, da se s tem pač seznani čim širša slovenska javnost, strokovna in tudi malo manj strokovna. To je nakratko. Upravljanje z vodami. Smo najprej pogledali z vidika ustave, kjer je uporabljena beseda vodni vir in upisana pravica do pitne vode, skrb za vodne vire, skrb za vse vode in vodne ekosisteme v hidrosferi, ki jo spreminjamo s svojimi dejavnostmi. Vodni vir ni le za rabo zajeta voda, ampak voda v celotnem porečju, odkoder se taka voda steka do zajetja. Jaz upam, da nekako smo to prepoznali, ne? Da to ni samo tiskaj zajet, ampak vsa voda. Med zajetjem vode, ki je namenjeno skrbi s pitno vodo, je sistem do voda, do pipe in je sistem od voda te iste vode. Izpostavljamo, da pravica do pitne vode ni enaka pravici do javnega vodovoda in javne kanalizacije. Mislim, da se to tudi lahko strinjamo, ne? Zato pričakujemo, da se bodo spremembe upravljanja sistema javne službe skrbe s pitno vodo uvajale premišljeno in v tesnem sodelovanju s stroko in v širši javni razpravi.
To smo tudi v razpravi, mislim, da se vsi nekako strinjali, to je članek oziroma prispevek kolega Rozmana. Postavilo se je tudi vprašanje definicije vode kot javnega dobra ter vprašanje demokratičnega upravljanja z vodami ter vpliv deležnikov na odločitve in neposredno vključevanje javnosti v odločitve. Profesor Brili. Kako poteka uresničevanje sodelovanja javnosti upravljanja z vodami, se je analiziralo z politološkega vidika. Brumen ugotavlja, da se je zavedanje o pomenu sodelovanja javnosti v Sloveniji razvilo že pred sprejetjem Evropske vodne direktive. Ravno tako je bila pripravljenost civilne družbe za sodelovanje vedno velika. Žal se ni nikoli zares razvilo konferenc za vode, so bile celo črtane iz zakona o vodah. Dajem predlog, da se vzpostavijo konference za vode ponovno oziroma da se ustanovijo sveti za vode po porečjih kot komunikacijsko posvetovalni mehanizem, mehanizem. Ja, no, hitim, da bom minute prešparala. Pomanjkljivo institucionalno ureditev bi lahko tudi premostili že zdaj z enostavno uporabo, premostili enostavno z uporabo načel Aarhuške konvencije. Nihče nam ne brani, ne, da še vedno mi zahtevamo, bom rekla, biti aktivni udeleženci v teh procesih. Potem pa članki. Z bilančnega vidika imamo na razpolago dovolj vode, Kranj, sistemi za oskrbo so zgrajeni in dobro delujejo, enako lahko prepoznamo za komunalne čistilne naprave, ampak za tiste, ki so večje od 2000, pa je žal pa so še vedno problematični manjši sistemi, tako po kvaliteti in glede spremljanja stanja. Potrebna bodo tudi velika vlaganja v obnovo obstoječih sistemov, saj so vodne izgube še vedno velike. Treba je tudi povečati varnost teh sistemov. Na področju majhnih čistilnih naprav pa je problematično, seveda imamo še veliko problemov, kjer smo tudi nekako šibki z dokumenti, ki obravnavajo problematiko odpadne vode iz naselij, iz manjših naselij. Da so predpisani kriteriji za delovanje malih komunalnih čistilnih naprav povsem neprimerni za občutljiva ruralna območja, prepoznava tudi drev. Mejne vrednosti so prenizke in ne omogočajo doseganje okoljskih ciljev vodne direktive. Postavi se tudi vprašanje, kako je možno, da v Sloveniji v zadnjem obdobju znižujemo okoljevarstvene kriterije, politično pa se zavzemamo za zeleno Slovenijo. To je, mislim, da je tudi tak en lep zaključek našega kongresa. Državni sistem spremljanja stanja voda smo s projektom Bobar oplemenitelji, posodablja se merilna mreža in omogoča tudi dostop številnih okoljskih podatkov. Ko bo kljub temu moramo preveriti, ali z vidika rab in uporabnikov ta sistem zadovoljiv. Imamo tudi različne raziskave stanja voda, kot je primer izotopska sestava padavin, ki pa še niso del sistematičnega monitoringa na nacionalnem nivoju. Problem posebnih raziskav je, da so to kratkotrajni projekti, da jih izvajajo različne skupine raziskovalcev, da so uporabljene različne metodologije in da so pridobljeni podatki hranjeni razpršeno. V takih raziskavah mednarodna priporočila pogosto tudi niso upoštevana. Manjkajo tudi informacije, ki vplivajo na nadaljnjo uporabo podatkov. Ta pomanjkljivost predstavlja priložnost, torej našo priložnost, da se razvije infrastruktura, kjer bi se zbirala vsa posebna znanja s podatki. Kar se tiče podatkov o izotopski sestavi vod, se vprašamo, ali želimo tudi v Sloveniji vzpostaviti nacionalno mrežo opazovanj, ki bi postala tudi del sistematičnega spremljanja stanja. Potem pa sem še na hitro dva. V upravljanju voda so zelo pomembna znanja, vpliva gozda na vodne količine in poznavanje gozdno-ekosistemskih storitev. Tako je Levanič predstavil odziv Črnega Bora in gradnja na količine razpoložljive vode v porečju Rižane. Stanje na tem porečju je verjetno primer mnogih porečij v Sloveniji, kjer so pretoki rek že nekaj časa značilno zmanjšujejo. Na porečju Rižane se širi tudi gozd. Tako za pojasnitev vodnih razmer moramo nujno spremljati tudi procese evapotranspiracije in toka vode po deblu. Značilni trendi spreminjanja okoljskih dejavnikov so prepoznani tudi pri temperaturi vode v slovenskih rekah in jezerih, Draxler. Namreč v zadnjih 50 letih se temperature vode na letni ravni večajo.
To ima veliko vpliv na vodno živalstvo in rastlinstvo. Zaznavamo tudi večanje temperatur podzemne vode. Klemen je podala primer procesa celovitega in na lokalnem nivoju vzpostavljenega upravljanja z vodo in vodnim prostorom, predlaga oblikovanje vodne politike na občinski in regionalni ravni. Za ta namen je moč uporabiti veliko podatkov iz nacionalnih podatkovnih baz, ki pa jih je treba preveriti na terenu, evidence so lahko tudi zastarele. Predlaga sistematizirati sistem noveliranja podatkov, takih podatkov, se pravi nacionalnih podatkov s strani poznavalcev in izdelovalcev strokovnih osnov v tem procesu. Okay, zdaj gremo pa še na nevidno podzemlje. Moram pohvaliti kolege, da so pripravili toliko prispevkov v vseh 4 sklopih, tako da smo postali z nevidnih mečkom bolj vidni, tako da podzemne vode so. Kar se tiče upravljanja s podzemno z vodo, v bistvu tukaj je problem usklajevanja interesov, vodnih pravic tistih, ki že imajo in tudi tistih, ki so za to, da zaprosili oziroma ki bodo to izkoriščali v prihodnosti. Zato se je na ARS-u v okviru projekta BOBR razvil ekspertni sistem ENS na aluvionalnih vodonosnikih za pomoč pri podeljevanju vodnih pravic za podzemne vode, ki pomaga upravljavcu pri oceni vodnih količin in omogoča trajnostno rabo podzemne vode. Vodni viri pa sploh voda pač ne pozna meja, zato je potrebno tudi čezmejno upravljanje virov podzemne vode. Tudi v sosednjih državah je podzemna voda vir pitne vode in imamo skupne oziroma čezmejne vodonosnike. Zato je pomemben sistematični in skupni usklajen pristop pripravi strokovnih podlag za opredelitev naravnih razmer ogroženosti in stopnje obremenitve podzemne vode in stanje teh virov, zato ker je to v bistvu podlaga za usklajevanje meja tega vodnega vira, značilnosti in vseh poznavanja tega, je pomembno pri določevanju oziroma varovanju čezmejnih virov pitne vode. Sicer jih država vsaka varuje na svojem ozemlju, ampak v bistvu ta strokovna znanja morajo biti pa usklajena. Potem smo imeli kar nekaj prispevkov o kraških vodonosnikih, kolegi iz Inštituta za raziskovanje Krasa so bili kar aktivni, pa potem tudi kolegi iz fakultete in ARS-a. Kraški vodonosniki so zelo kompleksni, v bistvu so zelo spremenljivi kot hidrološko, kot nivoji oziroma pretoki, fizikalno-kemijski parametri so tudi zelo spremenljivi, sploh sistem kot struktura je zelo kompleksno, zato je pomembno spremljanje hidroloških in fizikalno-kemijskih parametrov v izvirih in v jamah. V bistvu s tem se kar aktivno ukvarjajo kolegi na Inštitutu za raziskovanje Krasa. To so pokazali na primeru Planinskega polja in zaledja izvirov Ljubljanice. V bistvu ugotavljajo tudi, da bi lahko za omilitev poplav na Planinskem polju, poleg boljšega poznavanja dinamike kraškega sistema, v bistvu, da je tudi pomembno vzdrževanje pretočnosti strug in požiralnikov. Potem imamo še, poleg teh parametrov, v bistvu so pa na Krasu se veliko izvajajo sledilni poskusi, ki je v bistvu tudi ena izmed metod, raziskovanih metod, če tako rečemo, ki je pomembna tudi za načrtovanje varovanja vodnih virov pred onesnaženjem in poznavanje sistema, seveda, kot prvenstveno. Tukaj ugotavljajo kolegi, da je potrebna enotna baza rezultatov sledilnih poskusov in nadzor nad izvajanjem sledilnih poskusov. Hkrati ugotavljajo, da je kraška podzemna voda vodni vir, stabilen vodni vir, predvsem v obdobju nizkih voda, in to se je v bistvu z modeliranjem iztoka iz kraškega vodonosnika pokazalo v času nizkih vodnih razmer z umetnimi nevronskimi mrežami na primeru izvira Vipave. Zdaj bi pa še potem zadnje kot podzemne vode, oziroma zelo globoke podzemne vode, bi še dotaknil še rabo termalne vode. V bistvu koncesijske uredbe zahtevajo spremljanje izotopske sestave kisika in vodika za ugotavljanje količinskega in kakovostnega stanja vodonosnika in to v akreditiranem laboratoriju. Kolegi so z raziskavami ugotovili, da ponovljivost in premljivost nista vedno zadostni in je v bistvu potrebno preverjanje kvalitete teh meritev. Hkrati pa potrebno tudi sodelovanje med naročnikom, izvajalcem in v bistvu interpretacijo podatkov, da se v bistvu predstavi uporabnost pridobljenih podatkov in tudi pravilno interpretira. Hvala.
S profesor Tomanom sva si danes zelo lepo delila del, ne? Že prej on je napisal, jaz sem pa zdaj to povedala. Zdaj, naši sekciji je bila tako zelo bogata, 24 člankov, zelo različne teme, ne? Tale rdeča nit so bili ekosisteme upravljanja površinske podzemne vode, živalstvo, ne? Začeli smo z Grovo, z bilanco, ne? Na kar je pa kolega Janža naprej tudi o količinah govoril podzemne vode, ne? In odvisnosti ekosistemov. Potem smo prišli do naslednji sledili so pol vodotoki kot naravna vrednote. Izpostavljene so bile hidromorfološke značilnosti in spremembe vodotokov in zaradi različnih posegov in gradenj. In bilo je tudi omenjeno, da je malo še naravnih vodotokov, ki bi bili, da imamo veliko posegov noter, pogosto je kanaliziranje, predstavljanje strug, spremembe profilov in tako naprej. No, na to smo prišli na prispevke, ker se je poudaril pomen biofilma v tekočih vodah, tudi v povezavi s samočistilnimi procesi. Bilo je poudarjeno, da hidromorfološki posegi krnijo razbremenitev onesnaževanja in da se naravna samočistilna sposobnost lahko ponovno živi z renaturalacijami na tak način, da se zagotovijo razmere potrebne za razvoj biofilma. Sledile je potem prispevek, ki je obravnaval različne pritiske na reke od osnaževanja do fizikalnega obremenjevanja. Bilo je opozorjeno, da se vsi pritiski seštevajo in da za boljše ekološko stanje rek lahko dosežemo le s kontrolo teh pritiskov in da so hidrološke spremembe v Sloveniji bolj opazne in pomembne kot v Evropi. Potem je še sledil članek, kjer je skupina avtorja ugotavljala, da dobro ekološko stanje tekočih voda lahko zagotovimo kljub odvzemom vode in upoštevanju, da je za določitev količine vode treba upoštevati tudi rabo zemljišč v prispevnem območju, celovit pristop k določenju ekološko spremenljivega pretoka pa je mogoče bolje povežemo rabo vode in razumevanje vodnih ekosistemov. Potem je sledil članek o nevidnih pritiskih na kraške podzemne vode in sicer je bilo izpostavljeno tole gnojevka, hranila, odpadki, neprimerno čiščenje odpadnih voda, kar vpliva na ekosisteme in je bilo opozorjeno, da so lokalno že izumirajo človeške ribice, da ni dobrega nadzora nad temi ukrepi in je bilo opozorjeno na nejasno prihodnost kraških podzemnih voda z vidika kakovosti. Zdaj pa mene preganja. No, gremo naprej, kaj je bilo potem so bile obdelana splošna in posebna raba voda, kjer se zahteva vodna pravica. Članek je opozarjal na potrebo po boljšem načrtovanju rabe prostora. Kljub potem razvojni, bile so omenjene tudi kopalne vode, prepoznane kot razvojni potencial Slovenije. Dotaknili smo se reke tudi kot primernega prostora za šport in rekreacijo, ne? In da ni državne vizije ter možnosti na lokalni ravni so neusklajene. Bila je predstavljeno urejanje Ljubljance, ki je zelo aktualno, posebej v ožjem mestnem območju Ljubljane in članek je opisal projekt ureditve za namen energetske rabe in plovbe ob upoštevanju varstva narave. Potem smo imeli predstavljene poplavne zadrževalnike, kjer se lahko način upravljanja z vodami v odnosu s poplavno ogroženostjo. Bil je Potem smo se dotaknili, je bilo en članek v kmetijstvu in sicer prilagajanje kmetijstva podnebnim spremenjam z vidika odgovornosti do vode in so bili predstavljeni različni ukrepi, tudi namakanje, ki je pa lahko vprašljivo samo po sebi. Potem smo imeli še nekaj o elektrarnah, hidroelektrarnah in obnovljivem viru energije, ki naj bi to pa ne znam prebrati, kaj je hotel kolega povedati.
Potem smo imeli pa 2 članka, ki sta obravnavala antibiotike in tole antibiotično rezistenco mikroorganizmov v vodah in sicer predvsem v odpadnih vodah, bili so predstavljeni postopki, in sicer napredna oksidacijska tehnologija in pa drug članek je pa opisoval uporabo aerobnega reaktorja za odstranjevanje antibiotikov iz odpadnih voda. Šli smo tudi do Cekreškega jezera, kjer je bila prikazana članku prostornina vode in vodna bilanca. Potem smo imeli pa še živalstvo v podzemnih vodah, da je tudi podzemna voda, ekosistem, da imamo živali noter, pa da v bistvu je to taka vroča točka, ki je niti kaj dost ne obravnavamo še tega in v zadnjem članku sem pa jaz skušala prikazati, da je treba v prostoru različne deležniki morajo med sabo sodelovati in v bistvu najdeti rešitve in da morajo biti posegi v prostor premišljeni in nadzorovani. Tako. Ja, še pa vračam. Ja, zdaj zadnji sklop voda in sodelovanje javnosti pri odločanju je po mojem še precej živo v spominu. Mogoče bi se dotaknili samo nekako ključnih sporočil, pa ne bi šli od prispevka do prispevka, se mi zdi. Kar se mi zdi pomembno je več kot očitno sodelovanje javnosti povezujemo s tem, da je treba javnost na nek način tudi izobraziti za to, da bo to sodelovanje steklo, drugače si te povezave ne znam dobro razložiti, kar je po eni strani logično. Po drugi strani pa vsi vemo, da pač to izobraževanje je povezano tudi s tem, da razmišljamo o nekem prenosu nalog ali pa vsaj participaciji javnosti ne samo pri odločanju, ampak tudi pri upravljanju. V momentih upravljanja se pravi, da sprejema javnost odločitve, ki so v skladu z nekimi strokovnimi doktrinami in pozitivni praksi. Zdaj primeri projektov kažejo, da je motivacija za izobraževanje pravzaprav vzajemna, da so in izobraževalne ustanove odprte, da rade eksperimentirajo, da stopajo v projekte in da je to blizu tudi novim didaktičnim metodam izobraževanja, sprav projektnemu delu in načinu učenja in da so seveda tudi različne inštitucije od raziskovalnih do naprimer muzejska inštitucija in tudi državnih, kot so ARSO ali pa Geološki zavod, pripravljene pravzaprav del svoje dejavnosti prevesti v neke programe, ki so namenjeni izobraževanju predvsem otrok in mlajše populacije. Očitno zelo velika upanja polagamo na mlajšo populacijo. V takih primerih jaz vedno, kadar se o tem pogovarjamo, veliko se pogovarjamo v urejanju prostora o participaciji, govorimo o tem, da je samo prenos idej na mlajšo generacijo seveda premalo. Mi moramo izboljšati tudi dialog med sabo, se pravi način razumevanja in sodelovanja med tistimi, ki smo aktivna populacija. In tukaj tako strokovno, to je sodelovanje, ki ga je tudi omenila pred mano Branka, kot tudi v bistvu nestrokovna javnost mora biti sposobna stopiti z nami v dialog. In za začetek je to, na nas je naloga, da mi komuniciramo na način, da nas razume in da se čuti povabljena in da se čuti varno v dialogu z nami, da skratka nam pove, kaj vidi, da ni prav in da seveda tudi potem mi na ta način, na nek način se odzovemo, ne samo da poučujemo, pač pa tudi reagiramo, svoje ravnanje ali pa delovanje v odzivu na mnenje javnosti razvijamo. Vsekakor je to dogajanje na tem področju upravljanja z vodo nekako analogno primerljivo z dogajanjem nasploh tudi v drugih strokah in na področju urejanja prostora, če lahko pač kot neko krovno temo urejanja prostora izpostavim. Participacijo se pričakuje, to kompetentno družbo, kot je bila izpostavljena, potrebujemo na nek način, ker je več kot očitno strokovni sistemi sami po sebi niso zadostni in tudi javni sistemi kličejo po partnerstvih in ta partnerstva so seveda povezana s tem, da smo opremljeni znanjem in da lahko sodelujemo. Seveda pa vprašanje, kakšna znanja za to potrebujemo. Ena so razumeti delovanje vode, drugo je seveda tudi znati sodelovati, nekdo je rekel, da se moramo naučiti poslušati, jaz mislim, da obstaja še ena kompetenca in to je učiti se slišati.
slišati, pomeni potem tudi seveda temu primerno ravnati in se odzvati. To bi bilo mogoče z tega sklopa dovolj. Jaz imam tudi nekaj povzetkov oziroma teh bolj generalnih zadev, ki izhajajo iz ostalih vabljenih predavanj, pa jih bom kar prebrala, da ne zgubljamo časa. Premalo pozornosti namenimo procesom kroženja vode in snovi v naravi oziroma prostoru. Vodni krog je kroženje snovi in energije. Poznamo tudi erozijsko-sedimentacijski krog. Več kot 90% pitne vode predstavlja podzemna voda, zato je ključnega pomena varovanje podzemnih vodnih virov. Pri tem je potrebno izpostaviti problem počasnega sprejemanja uredb o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov v skladu s sprejeto zakonodajo iz leta 2004. Zato za številne vodne vire veljajo še občinski odloki o zaščiti vodnih virov. Še bolje pereč problem različnih pritiskov, ki se odražajo na tendencah zmanjševanja obsega vodovarstvenih območij in zniževanja stopnje varovalnih ukrepov zaradi pritiska različnih deležnikov s kapitalskimi interesi na poseganje v ta prostor. Potem, bom rekla tako malo, da povezano, rečem, v naše razmišljanje in delovanje je treba ponovno vključiti tudi razumevanje razlike med upravljanjem in gospodarjenjem z vodami, ki vodi lahko do drugačnih sistemskih rešitev glede odgovornosti, pristojnosti odločanja in izvajanja javnih služb v oskrbi s pitno vodo. V uvodnem predavanju sklopa raba in ekosistemi ter sodelovanje javnosti smo prepoznali, da je sedanji sistem oskrbe s pitno vodo Slovenije zadovoljiv, če ne celo zelo dober. Ampak obstaja tveganje, da ga bomo v postopku usklajevanja zakonodaje za ustavo podrli oziroma neustrezno, nepovratno, eno besedo moramo najti kaj, no, ampak poslabšali, razgradili, ne vem. Zato predlagamo, mi smo se malo pogovarjali, da je en izmed zaključkov kongresa, da se črtajo zadnje 3 alineje člena 70a ustave, prosim razpravo kasneje, organizirane in tudi neorganizirane razprave, ki se bodo ob takem predlogu kongresa razvile v slovenski javnosti, pa lahko izkoristimo tudi za to, da damo primer aktivnega sodelovanja strok in pogajanj z zagovorniki veljavnega člena 70a, ker je bilo poudarjeno, da odločitve glede rabe voda in posegov v prostor ter dajanja dovoljenj in usmerjanja dejavnosti, da za te odločitve pravzaprav, da te odločitve niso odločitve stroke. Zato potrebujemo koordinacijo argumentov in informirane odločitve. V procesih prostorskega načrtovanja je potreben dialog ter aktivno sodelovanje in aktivno pogajanje vseh deležnikov, javnosti, institucij in lahko še dodajmo. V procesih prostorskega načrtovanja se pogreša odprtost institucionalnih sistemov, ki dajo mnenja, soglasja in dovoljenja. In preden grem na tisto, kar smo zaključili razpravi, zato je javno dobro. Pa to bi prebrala še 4 točke, ki jih je Toman dal. Premalo pozornosti namenimo, to sem že, trajnostnega ravnanja, kje imam pa? Miha, ni vprašanje, kaj zmoremo, saj znamo veliko, vedeti moramo, kaj smemo početi, če želimo, da so vodni sistemi naravni, zdravi, odporni in ne vem kaj še, lahko vse dodamo. Torej, glavno sporočilo dr. Tomana. In potem, še zadnja točka, s katero bi začela razpravo, a se s tem strinjate, kaj bi spremenili, ali je pitna voda javno dobro, ali je skupno dobro. To, da je voda kot taka javno dobro, jaz mislim, da to razumemo in to ostaja, ne? Ampak pitna voda, je razpravljalec rekel, pitna voda. Javno dobro ali skupno dobro, in da bi z to javno dobrino, pa s tem meni se zdi, da to nimamo razčiščenih zadev, da je tako naprej. Mislim, predlagam je to izhodišče potem naših odločitev, kako naprej komunicirati z ostalimi v prostoru in na ta način razprave, ki bi jo mi peljali še po kongresu, kot neki udeleženci kongresa in odzadej društva, ki smo to organizirala,
da se pogovarjamo ali pa pogajamo, ne, z drugimi, kot prav Maja. To. Tako da zdaj pa odpiram razpravo. Profesor Brili. Ne vem, koliko ste opazili, ampak jaz bi rekel, da 90% nekih raziskovalnih pa drugih predstavitev je prišlo iz evropskih projektov. Ne? Vprašanje je, koliko imamo mi sploh pri nas z lastnimi sredstvi financiranih raziskovalnih projektov na vodah. V normalnih državah, recimo Evropa sodeluje pri tem delu recimo z 10-20%, pri nas pa 90%. In mislim, da bi tlele določen premik bilo dobro narediti in povečati sredstva oziroma sploh vzpostaviti neka sredstva, iz katerih bi se raziskave za lastne potrebe izvajale. Ker to, kar pa se izvaja se na osnovi neke politike Evropske skupnosti za potrebe, ki so na skupnem najmanjšem imenovalcu Evropske skupnosti. Je pa vprašanje, če so te raziskave tisto, kar pri nas dejansko rabimo. Hvala. Ja, hvala. Samo da se razpravljam. Hvala za besedo. Jaz bi dve stvari izpostavil. Namreč nekaj stvari sem pogrešal na tem kongresu. In sicer ne bom tukaj zdaj delal propagande za podzemne vode, ampak ena stvar, ki se popolnoma nič nismo dotaknili, dvakrat, trikrat je bila samo tako bežno omenjena, je suša. Zelo veliko smo govorili o veliko vode, nismo se pa na tem kongresu čisto nič dotaknili problema malo vode. In to je nekaj, kar v Sloveniji zelo slabo razumemo. Tudi če pogledamo naše dokumente, ki obravnavajo sušo, so, če to primerjamo z preveč vode, seveda zelo neuravnoteženi, ali pa to mogoče posledica tistega našega rekla, ki ga po mojem imamo Slovenci, smo edini ali pa eni redkih narodov v svetu, ki imamo pregovor, da voda še za čevelj ni dobra, kar kaže naš odnos do vode. To je ena stvar. Drug segment, ki se ga ta kongres skoraj nič ni dotaknil, je voda kot živilo. Mi smo se zelo veliko ukvarjali z problemom pitne vode, nismo se pa dotaknili problema tega, da voda vstopa v številne procese proizvodne živil. Od tega, da recimo nismo niti malo spregovorili o tako zvani navidezni vodi in vseh teh problemih, ki za Slovenijo so zelo aktualni, do problema, ki je bil sicer dvakrat tudi zelo na hitro navržen, to so ustekleničene vode, tudi tu imamo kar nekaj odprtih problemov, tako da mogoče bi to bilo treba nekje zapisati, vse to, pa verjetno se še kaj pozabil. Naslednja stvar, ki me je nekako zbodla, pa se navezuje to v bistvu na debato profesor Tomana, ves čas govorimo o stroki, ampak če mene vprašate, kaj je to stroka, jaz na to vprašanje ne znam odgovoriti. In ena zadeva, ki je zelo ključna, mislim, in po moje bi bilo treba to poudariti v tem kongresu, vse po mojem vedenju je to eden prvih kongresov, kjer je zbral zelo veliko različnost skupaj. In to različnost je treba nekako poudariti, predvsem pa skozi to, da na nek način se tukaj pravzaprav ves čas tepel problem vodarske stroke. Ampak kaj je vodarska stroka? Jaz mislim, da tega ne moramo izenačiti s tem, da se ukvarjamo z vodo. Številne stroke se ukvarjamo z vodo, pa nismo vodarji. Skratka, to in da tudi še daleč od tega, da je stroka poenotena. Stroka je pravzaprav v Sloveniji zelo izrabljen pojem. Hvala lepa. Ja, lahko jaz samo komentiram. Ja, pravzaprav so prispevki, pa teme prispevkov, pa pozornosti odraz odziva. Vabilo v kongresu so dobile vsa ministrstva, vsi javni zavodi, vse univerze. Izkoristili smo vse spiske članov društev, pa nas ni malo, 15. To je pa zdaj odziv. Se pravi, suša očitno ni prepoznana kot nekaj, da bi jo nekdo, ki se suša ukvarja, dal na kongres.
To je zanimivo, ja. Mi pa nismo posebej iskali ali pa predpisvali kaj. Mi smo dali vse teme tako, da je lahko vse pokrit. Vsak se not najde, kjer tako ali pa drugače. Ne? Smo tudi tako napisali, če preberete uvod, kaj bo teba obravnavala. Moj ekspoze ni bil kritika, lepo prosim. Ne, se vem, to je razprava. Ne? Kako dojemamo različni, bom rekla, bom pa tako rekla, poznavalci različnih področji znanj, ne? Če je to zdaj stroka. Ampak to je odraz, to je bila suša, druga je bila pa živilo. Se pravi, manjka nam res mogoče ta segment bolj živilo, ker pitna voda pa to. Oni se tudi ne vidijo tle v tej zgodbi, ne? Tako da ja, to je za razširt, ne? Ampak oni se niso videli v tej zgodbi, ne? Kongres o vodah pa se niso videli v tej zgodbi. Pa oni so pristojni za pitno vodo v bistvu. A veste, pitna voda je živilo po zakonu in z njo nadzoruje Ministrstvo za zdravje ali zdravstvo, kaj so. Noben ga ni od tam. A je kdo tam, se upravičuje. Recimo, no, to je tudi zanimivo, ne? Tako, komentar moj nazaj tudi, Pavle. Zdaj bi se mogoče malo zašurila, ker jaz sem imel to koliko povedati zoper ta upis pravice do vode kot človekove pravice, ampak jaz bi malo reformuliral ta, zdaj, to je približno, ne, mogoče, ko je nekončna redakcija, bi predlagal, da zberemo 3-4, rekel, ljudi, ki jim zaupajo, pa da naredijo končno redakcijo teh tekstov, ne, da ne bomo vsi skupaj pisali vse to. Jaz bi rekel tako, ne, da jaz bi rekel tako to zadevo formuliral, da se torej upis pravice do vode kot človekove pravice v Ustavo Republike Slovenije je oziroma bo temeljito posegel v dosedanji sistem javne vodooskrbe in tudi odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Pričemer posledice tega posega sploh niso jasne, niso razdeljene in niso razvidne. Zato seveda predlagamo, torej bodisi da pristojni državni organi, inštitucije čim prej, bi rekel, pristopijo k potrebam, ki jih narekujete, spremembam, ki jih narekujete v pisave, ali pa pravzaprav črta tiste, torej tretji, četrti, mislim, da tudi drugi, da moramo pogledati ta odstavek iz same ustavne določbe. Jaz bi nekako tako napisal, se mi zdi bolj pametno, ampak še enkrat bi poudaril, da predlagam, da ne 3 ljudi, mogoče 4 se tu izbere in se jim podeli končno redakcijo tega teksta, ne vem, če se tisti naslednja s tem. In še ena stvar bi opomnil, kar je profesor Matjaž Mikovič včeraj omenil, sem še to bi rekel, res je, da problem soupravljanja na vodah, ne samo obveščanja, ampak tudi določenega soupravljanja ali vodne konference, ali skupnosti vodne, čisto vseeno, na porečjih in tako naprej, mi vseeno izrazijo, ampak to zahtevo, da se to vrne nazaj v zakonodajo, da se jih začel vzpostavljati, temu se ne bi smel odpovedati in mogu zelo odločno poudariti. To je tisto, da ne bom predal, to je tisto, kar se danes dogaja v upravljanju z vodami in težko prevesti od water management to water governance, od upravljanja, institucionalnega upravljanja z vodami k družbenemu upravljanju z vodami. To je tisto, kar bi morali, po mojem mnenju, močno poudariti tudi v teh zaključkih. Hvala lepa. Bom pa tiho. Ja, morbit bi ravno tole debato okoli 70. člena in formulacije ali črtati ali ne črtati izkoristil kot povod za še en predlog. In to je, mi zdaj zaključujemo kongres, kongresi so vsake 4 leta, upam, da bo to tradicija. Vmes med kongresi so pa navadno in bi bilo fajn, da bi bile strokovne konference. In to, kar bomo tukaj zaključili, bi bilo fino, da bi bili predmet teh konferenc. In ena od teh bi bilo fino tudi izpostaviti kot tematiko za te razprave. Tudi morbiti, kako se dokončno
opredeliti do tega 70. člena. To je ena tema. Druga tema je tisto, kar na kongresu danes nismo govorili, je lahko tudi predmet strokovnih konferenc, interdisciplinar. Skratka, na nek način, da se te konference organizirajo na način sodelovanja različnih proizvajalcev, veden, pa rečemo temu strok. To je ta stvar. Druga stvar, uprl bi se na ta koncept kompetentne družbe in na tisti segment znotraj tega koncepta, ki govori o proaktivnosti, kar pomeni, da je ta aktivni element, ki ga lahko iz tega kongresa povzamemo, je ta, da sami začnemo se organizirati kot akteri, pobudniki, kot interdisciplinarni forum, pobudniki stvari, ki so problem v tem celotnem sektorju. In tle se mi zdi, da rabimo neko formo. Lidija je na prvi okrogli mizi prvi dan omenila stičišča, ki jih jaz razumem kot srečanje tako različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vodami, kot tudi civilni družbeni organizaciji, gibanji, tisti, ki se neposredno tangirajo ali pa ki jih zanima to vprašanje, pripeti na zakonodajalca, kar pomeni na državni zbor. Civilna družba se na ta način začne proaktivno ukvarjati, ne v sodelovanju z javno oblastjo, ampak z zakonodajno oblastjo. In ta premik se mi zdi ključen. To pomeni, bom rekel, da začne stroka se navezovati na reševanje aktualnih vprašanj, ki se tičejo vode, življenjskih vprašanj, ki jih mi, če odmaso to poplave, ali to premalo vode, ali je to ozaveščanje, šolanje mlajših generacij, upravljanja in tako naprej. Vse te koncepte je treba premisliti. Tudi ta koncept, ko smo ga na koncu odprli 4. sklopa, vprašanje javnega, skupnega, to je stvar, do katere se ne moramo opredeliti, smo jo pa identificirali in mora biti, po mojem, mora biti zelo kratkem času tudi predmet ene take širše strokovne debate. To nam ne bo noben organiziral, to moramo sami. In na nek način je ta kongres lahko z sklepom zaveza za delo v tej smeri. Hvala. Ja, no, jaz bi sam na kratko, ker je zelo ta priložnost. No, z Lidijo so se včeraj za HEC pogovarjala, pa je rekla, da bomo registrirali blagovno znamko, kongres o vodah, pa voda povezuje. To je bil HEC, ampak dejansko veliko smo že slišali zdaj, kako je ta različnost, ki se je tukaj združila, neka vrednota. In zato res jaz čisto formalno predlagam, da to povezavo teh društev, ki se jim bo priključila še druga ali pa drugi akteri, ohranimo za trajno oziroma kakor bo treba in smo mi dejansko pobudniki nekih stvari, ki jih recimo država ne more speljati, če tako rečemo. Posod nam govorijo, to morate tudi sami dati pobudo, bomo pa dali, ampak moramo biti pri tem aktivni. Zdaj, tukaj smo pokazali kar veliko energijo, pa moč, upam, da energijo. Upam, da ne bo zmanjkalo, tudi, da bomo tradicionalno se dobivali, recimo lani 3 leta, vsekakor pa, da ostanemo v tej medsebojni informiranosti in da se priključijo še drugi. Mislim, da se boste strinjali, da to ni treba pisati, ampak da če pa napišemo, pa tudi nič hudega. Mogoče bi spomnila vse, sigurno je kdo v dvorani tudi, ki je bil leta 2014 na Livadi. Vsaj en del te skupnosti, ki tukaj sedi, se je dobila že takrat 2014 na Livadi. Moram reči, da je bil tisti en tak zelo impresiven skup tega področja, tega polja. Zakaj na to spominjam? Zato, ker se mi zdi, da imamo to hecno navado, da kar tako malo pozabimo. Tukaj gre v resnici, ta kongres je rezultat neke stroke, ki je relativno močna, ki se relativno dobro zaveda polja in težav in ki je v stanju na različne načine skupaj stopati. In predlagam, da pač vlečete kontinuiteto in se spomnite vseh podobnih pozitivnih dogodkov
na katere smo naprimer bili tudi drugi povabljeni, skratka, ki so bili že tudi takrat odprti in interdisciplinarno zastavljeni. In seveda vas podpiram v tem, zato ker to, o čemer govorite, seveda je še kako relevantno tudi na področju urejanja prostora. In to načina, se pravi odprt način, interdisciplinaren način razprave je nekaj, kar in vključitev civilne družbe je nekaj, česar pravzaprav naši odločevalci ne marajo slišati. Vi veste, da mi govorimo o tem, da so vsi postopki vključevanja javnosti in sodelovanja z javnostjo, podaljševanje postopkov in odpiranje problemov. Zato se država na vse možne načine tudi zakonskimi rešitvami prizadeva zapirati postopke in izključevati javnost. Tako da to, da se mi tle tako odkrito in lepo pogovarjamo, brez soudeležbe tistih, ki pač imajo moč in pišejo drugačne zakone, je zelo dragoceno, zelo pomembno, moramo pa seveda nujno v ta dialog z državnim zborom in z odločevalci, ker če srečaš tako skupino, tako eminentnih ljudi, z tako različnih ustanov prihajate ali pa prihajamo, potem težko preslišiš ta klic stroke, da je vendarle treba se pogovarjati. Tako med strokovnostmi, kot tudi seveda več kot očitno tudi z laično ali pa javnostjo drugih vednosti in znanj. Ja, Rudi Rajar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Jaz sem hotel sprožiti tole vprašanje o poplavah in je fajn, da je gospa omenila livado, tam je glavna tema, smo govorili, 3-4 ure samo o poplavah. In zdaj bi pa jaz rad vprašal, nekako sem pričakoval pravzaprav, da bo na tem kongresu malo več govora o tem, ampak seveda zdaj nekaj let ni bilo kakšnih hujših poplav, pa verjetno se tole lahko malo spet odloži. Ampak to me zanima, kakšna je situacija zdaj v tem projektu, ali ko bi rekel, a je od tiste livade naprej bilo kaj narejen. Takrat smo vse sorta o nekih načrtih govorili. Jaz vem, da so to huda finančna sredstva potrebna, ampak kljub temu se bojim, da bomo zdaj nekako zaspali in da bo čez nekaj let spet bomo plavali do vratu. In vem, zvedel sem, da je nek dolgoročni načrt te obrambe menda narejen, pa me zanima, a se začel kaj izvajati, ali se bo izvajal, oziroma če ni preveč optimistično tole vprašanje, do katerega leta naj bi ta stvar bila zaključena. To je seveda mogoče preveč. Čakaj samo, a lahko povem še eno kratko šalo s tem v zvezi. Enkrat sem videl v delu narisano, torej še v Jugoslaviji smo bili, je bila taka luštna slikca, takole ena dvorana je bila narisana, na vratih je bilo napisan seja, obramba pred poplavami, noter prav se stankujejo, eden pa že do zunaj teče pa vpije, lahko nehamo, voda že upada. Luka te ni dobro, jaz bi samo toliko sedel, včeraj v tistem svojem nastopu se dotaknil tudi investicij v uvodnem delu, lahko povem tako, ministrstvo zaključuje načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki bo, rekel pa, ki določa ukrepe za nabor ukrepov za ureditev 61 najpomembnejših območij pomembnega vpliva poplav, ki tangira, bom rekel, 50% škodnega potencijala. Kar se tiče konkretnih investicij, ki jih direkcija, bom rekel, vodi zdaj, bi pa povedal še enkrat ali pa to, kar sem že včeraj omenil, računamo začetek gradnje na ukrepih za zagotovitev poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane v spomladi, oziroma v prvi polovici prihodnjega leta, isto se bo začeli izvajati gradbeni ukrepi na železnikih. Drava, Savinja, nadaljevanje tega, kar je bilo že v prejšnji perspektivi narejen, ravno tako v bistvu pričetek gradnje v naslednjem letu, tako da v bistvu nekaj teh, če govorimo o teh velikih investicijah, poleg tega ogromno je zdaj kar en velik nabor investicij, ki jih peljemo skupaj z občinami, kjer po dogovorih občine pripravljajo dokumentacijo, potem se pa iz vodnega sklada zadeve financirajo, tukaj se v bistvu zdaj Kamnik, Grosuplje, te se že izvajajo, X se bo zdaj začel, Gorenja vas, Poljane, je bil pred dnevi podpisan sporazum, ravno tako gremo v bistvu k izvedbi in tukaj pol ta nabor občin še se praktično daljša z dneva v dan. Tako da se aktivno se, rekel, izvajajo dela, jaz mislim, da čez eno leto bomo lahko govorili kar nekaj gradbiščih, si bomo lahko tudi ugledovali kar
že gradbišča in dejansko tudi stanje na terenu bistveno bolj živo mogoče, kot pa v tem trenutku zgleda. Super, pa še zadnje vprašanje, ok, pa še predzadnje, pa zadnje, ne? Dobar dan, Dušan Civha. Danes se nismo dotaknili tudi ene teme in sicer voda kot življenjski prostor. Se pravi živalstvo, rastlinstvo, vpliv ukrepov, vpliv izvajanj gradbenih del in ne nazadnje pravzaprav tudi monitoring stanja pred in po takih ukrepih. Zelo na kratko. Ok, jaz mislim, da so imeli nekaj tega, ne, v tretjem sklopu. Ja. A ja, rib tudi ni, ja, tokrat se niso videli not. Rib ni. Lej, prav, da še tjale, kaj naprej. Kaj začni? Jaz bi pa se na koncu postavila v zev med preteklostjo in prihodnostjo, to je med mojimi predhodniki, ki so podali nekatere predloge in med včerajšnjim nagovorom svečanega, tistega plenarnega dela ob obletnici vodarstva. Ja. Gre za to, pač v Arhivu Republike Slovenije je 941 škatel Zveze vodnih skupnosti, ki so že včeraj bile pač tudi omenjene po prispevku, ko smo se pogovarjali o sodelovanju javnosti. Glede na to, da je bila izražena namera o interdisciplinarnem sodelovanju, mislim, da bi pač ta kongres, udeleženci tega kongresa morali predlagati oziroma prijaviti en interdisciplinarni projekt mogoče tudi pri ARRS-ju, ki bi analizirala to preteklost dobrega upravljanja z vodami v Sloveniji, ki je očitno ne samo v preteklosti, se pravi preko Zveze vodnih skupnosti, ampak tudi še obstoji v sedanjosti skozi te vodne zadruge, ki so jih kolegi iz Geografskega inštituta omenili. Se pravi, na tem območju v Sloveniji imamo tradicijo, neko vedenje, poznavanje dobrega upravljanja in pač, da to raziščemo. Ja. Še ena razpravljavka. Ja, še jaz. Nataša Dolinar, Agencija za okolje, samo replika na zvezi z monitoringom rib oziroma oceno stanja na podlagi rib. No, torej, zdaj dejansko te ocene res še ni vključene skoraj na nobenem vodnem telesu v oceni ekološkega stanja za preteklo NUF obdobje oziroma za to NUF obdobje. Metodologije so dejansko še v razvoju oziroma so razvite za, ne vem, alpsko in panonsko hidroekoregijo. Tako da, ja, to je dejansko še nekaj, kar manjka v naši oceni ekološkega stanja. Prav, a vi še ti, napak kot zadnji, bomo pošli v zaključni del, jaz mislim, da smo kar. Hvala za besedo. Franc Javšič, tokrat se oglašam pravzaprav iz vrst Društva za odvodnjo in navodnjavanje. Namreč prejle suše, in ta govor me je spodbudil na to, da sem opazil, da je bilo o tem res malo rečeno. Namreč pridelava hrane je zelo odvisna od stanja vode v tleh. Star rek pravi, suša vzame kos kruha, moča pa dva. Zato smo recimo v nekem obdobju v 80-ih letih meliorirali veliko površin v Sloveniji in pridobili s tem površine, ki so bile zelo uspešne pri kmetovanju in te so odvisne od stanja vodne infrastrukture oziroma svoje osnovne odvodnega sistema, sicer drenaže ne funkcionira, če ta ne funkcionira. Za namakanje, ki je prav gotovo zelo potrebno in pomembno in bo vse bolj, kolikor bo hrana bolj dragocena in draga,
bo tudi te stroške prenesla, se moramo zavedati, da v Sloveniji ne moramo računati na naravne vodne vire za potrebe namakanja, ker vemo, koliko vode je potrebno za to, zato bo treba na tem področju spodbujati in omogočati gradno akumulacijo za nabiro za namakanje. Hvala. Jaz bi zdaj zaključila razpravo in bi se obvezala v imenu organizatorjev oziroma današnjih moderatorjev tem, da bomo ta ključna skupina, ki bomo vse te predloge, zaključke, torej oblikovali v ene zelo jasno zapisane kratke zaključke kongresa in vam jih poslali, tako da bi to bil pravzaprav tak en zelo res povzetek, zelo kratek povzetek. Zdaj pa vabim Benjamina, da gremo v ta zaključni del, da se poslovimo lepo v miru in z